dan vsem zbranim. Hvala za vašo prisotnost ob relativno zgodnji uri. Moje ime je Lidija Živčič, prihajam iz Društva za sonaraven razvoj in danes želim nekaj besed sama spregovoriti o pismu, ki smo ga naslovili na vlado, nekaj besed pa prepustiti svojim sogovornikom, ki so Janez Matos iz Društva Ekologi brez meja, dr. Dušan Plut, predstavnik Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije, Dejan Savič iz Greenpeace Slovenija in pa gospod Gorazd Marinček iz Slovenskega e-foruma. O projektu TEŠ6 smo v zadnjih mesecih oziroma zdaj že počasi v zadnjih 2 letih slišali zelo veliko stvari, od zelo nasprotujočih informacij do nelegalnih dejanj, do manipulacij in tako naprej. Ker že nekaj časa v javnosti opozarjamo, da se nam zdi TEŠ6 okoljsko, družbeno in pa tudi gospodarsko nesprejemljiva investicija, še enkrat pred tisto dokončno odločitvijo pozivamo vlado, da ne investira v TEŠ6 in da nam s tem ne zaklene prihodnosti. Kot verjetno veste, je Slovenski državni zbor v letu 2009 sprejel deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb. V tej deklaraciji je državni zbor soglasno pozval vlado, da sprejme mednarodni dogovor, ki bi zavezoval razvite države, torej tudi Slovenijo, k 80 do 95% zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Če Slovenija ta cilj v resnici z zakonom o podnebnih spremembah tudi potrdi, to pomeni, da moramo do leta 2050 prejti iz trenutnih 10 ton CO2 letno na prebivalca na 2 toni letno na prebivalca. Če predvidene izpuste iz TEŠ6, ki so na ravni 4 milijone ton letno, porazdelimo po prebivalcih Slovenije, dobimo ravno to številko 2 toni CO2 na prebivalce oziroma prebivalko Slovenije v letu 2050. To pomeni, da nam en sam projekt blokira energetsko, nam blokira podnebno in nam v bistvu blokira tudi ostale politike, kot so recimo prometna politika, kmetijska politika, gospodarska politika, kajti ti izpusti so samo iz enega projekta, pokrije celotno kvoto, ostalih sektorjev se niti ne šteje. To se nam ne zdi sprejemljivo in zaradi tega vlado pozivamo, da naj nam s tem projektom ne zaklene naše prihodnosti. Dejan, včeraj je Evropska komisija sprejela tako imenovani kaži pot oziroma roadmap za prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050. Morda kaj več o tem? Hvala. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Kot je znano, je včeraj Evropska komisija sprejela dokument, oziroma predstavila dokument, v katerem je predvideno zmanjševanje izpustov po vseh sektorjih do leta 2050. Hkrati je pa opredeljeno, kako naj bi se ti izpusti zmanjševali že po desetletjih. Do leta 2030 je predvideno, da naj bi Evropska unija v sektorju energetike zmanjšala izpuste za okoli od 52 do 64%, do leta 2050 pa naj bi bila energetika popolnoma brez izpustov. In tukaj naslavljamo na vlado vprašanje, kako zagovarja svojo držo znotraj Evropske unije oziroma znotraj širše mednarodnega prostora, če pa hočemo postaviti energetski objekt 4 milijoni izpustov CO2 še leta 2054, tako kot sami predvidevajo. Druga pomembna stvar, ki se je potrebno zavedati, je, da holding Slovenske elektrarne, ki stoji za projektom TEŠ6, financira ta projekt in ga misli financirati v prihodnosti tudi iz dobičkov obnovljivih virov energije iz dravskih elektrarn. Zračunali smo po neki metodologiji, ki jo lahko sami tudi preverite, da dravske elektrarne letno zaslužijo okoli 100 milijonov evrov dobička in ta denar se bo nekako v veliki meri prelival v TEŠ6.
Pozivamo vlado, da denar, ki nastane iz obnovljivih virov energije, da se preliva nazaj v obnovljive vire energije. Potrebno je ogromno investicij za obnovljive vire energije, za učinkovito rabo energije in kontraproduktivno je denar, ki nastaja na naših rekah, vlagati v zastarelo investicijo kurjenja lignita za naslednja 4 desetletja. Ja, kot ste tudi verjetno obveščeni, je Svet za varstvo okolja pred nekaj dnevi, slabim tednom dni, sprejel stališče v zvezi s termoelektrarno Šoštanj s blokom 6. Z nami je dr. Dušan Plut, da to stališče tudi predstavi. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Svet za varstvo okolja Republike Slovenije v novi sestavi si je za eno od svojih prvih nalog izbral oblikovanje stališča našega sveta do gradnje bloka 6 termoelektrarne Šoštanj. Stališče je v kratkem naslednjo. Sodimo, da je odločitev za ali proti gradnji 6. bloka termoelektrarne Šoštanj širše, strateško, razvojno, okoljsko in socialno vprašanje, ki bo zaznamovalo prihodnost Slovenije v prvi polovici 21. stoletja. Sodimo, da gre tukaj za strateško, nacionalno, izredno pomemben projekt in sodimo, da celovita, razvojna, socialna in okoljska analiza posledic tega projekta dejansko ni bila izvedena. Glede na to, da gre za tako veliko investicijo, sodimo, da je najmanj, kar bi moralo imeti javnost na razpolago, izdelava 2 scenarijev elektroenergetskega razvoja Slovenije, kjer bi bil drug scenarij takšen, da v njem ne bi bilo bloka 6 termoelektrarne Šoštanj in ne bi bilo predvidenega drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Glede na evropske in svetovne podnebne zaveze Slovenije je takšen scenarij energetskega razvoja Slovenije brez dvoma potreben. Kar se tiče sodelovanja javnosti in strokovnjakov, Svet za varstvo okolja sodi, da ta strokovna razprava dejansko še ni bila izvedena. Zato se pojavlja dvom o dolgoročni okoljski in s tem povezani ekonomski vzdržnosti celotnega projekta, glede na znano dejstvo, da se je predvidena investicijska vrednost že doslej podvojila. Kakšna je zaključna cena projekta, pa v tem trenutku niti približno ne bomo. Zato se je Svet za varstvo okolja tudi glede na dejstvo, da je Republika Slovenija prevzela obvezo, da do leta 2020 25% končne porabe energije pridobi iz obnovljivih virov energije, tudi zaradi dvoma do dosega tega cilja se je Svet za varstvo okolja odločil, da zavrača ta projekt, da se mu ne zdi smiseln in potreben glede na prej navedene razloge. Predlaga, da se izdela drug jedrski in celoten energetski scenarij z prenovo bloka 4 in 5 termoelektrarne Šoštanj, plinske elektrarne in seveda bistveno večji poudarek na rabi obnovljivih virov energije. Največja možnost pa je seveda smotrna raba energije. Načrtovanje prihodnosti človeštva z nadaljevanjem razvoja rasti in s tem povezane porabe energije je na omejenem planetu nevzdržno. In naša generacija mora prevzeti to odgovornost, da gradi družbo blagostanja brez rasti porabe energije.
celo za zmanjšano porabo energije. To je naša moralna odgovornost do prihodnjih generacij. In to je tudi pravzaprav ključno stališče oziroma ključno izhodišče za tako oblikovano stališče Sveta za varstvo okolja. Ker je Janez tudi član tega sveta, če sem kaj pozabil Janez, ali pa še kaj sem zapovedal, bo pa mogoče kasneje rekel. Ja, morda bi jaz si drznila dodati samo to, da v bistvu velik del slovenskega energetskega sektorja je v lasti države. Kar pomeni, da je v bistvu ta sektor last vseh nas. To pomeni, da moramo imeti pravico o tem sektorju odločati vsi, ne pa le peščica ljudi, ki ima ozke, včasih tudi osebne interese. Seveda s tem ne želimo reči, da se moramo o tem odločiti nestrokovno. Strokovnjaki pripravijo različne možnosti razvoja tega sektorja. Strokovnjaki pripravijo scenarije, mi se kot družba odločamo, kateri od teh scenarijev je najbolj sprejemljiv za nas, kateri nam bo v prihodnosti pripomogel k temu, da bomo obstali kot vrsta na tem planetu, kateri nam bo pripomogel k temu, da bomo lahko živeli dobro v Sloveniji in kateri nam bo pripomogel k temu, da bomo lahko tudi kohezivna oziroma povezana družba. Tematika delovnih mest je sploh v smislu kohezivnosti družbe zelo pomembna in tukaj bi prosila gospoda Janeza Matosa iz Ekologov brez meja, da predstavi nekatere vidike oziroma nekatere poglede na ohranjanje delovnih mest. Ja, hvala za besedo. En zelo pomemben argument, ki se pojavlja v razpravah o TEŠ6, je ohranjanje delovnih mest v Šaleški dolini. Ta tema je zelo pomembna, delovna mesta je potrebno ohranjati, vendar se nam ta način ohranjanja delovnih mest ne zdi pravilen. Bom razložil zakaj. Že Dejan je prej omenil, da je Evropska komisija tudi sprejela načrt zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. Do leta 2030 načrt predvideva zmanjševanje izpustov iz energetskega sektorja za polovico. Torej bo po letu 2030 ohranjanje teh delovnih mest enostavno za Slovenijo predrago in nemogoče. Zakaj ne bi raje razvijali delovnih mest, ki se bodo ohranile tudi dlje kot 15 let? Zakaj potrebujemo tako veliko investicijo za ohranjanje delovnih mest samo za 15 let? Nam se to zdi nesprejemljivo in nesmotrno in tudi ekonomsko neupravičeno. Sploh zato, ker v tem trenutku znano energetsko podjetje gradi tovarno v Prekmurju za 500 zaposlenih, ki bodo izdelovali sončne celice. Zakaj ta tovarna ne bi stala v Šaleški dolini? Mislim, da bi se ta denar lahko bolj smotrno porabil za v bistvu ustvarjanje novih delovnih mest in za razvoj Šaleške doline, da ne bo v bistvu po letu 2030 Šaleška dolina obstala še z večjimi ekološkimi problemi in v bistvu brez teh delovnih mest, ki bi jih lahko razvijali za trajno dobo. Ja, poleg problematike delovnih mest je velik problem, ko smo že danes slišali, ko smo tudi v medijih velikokrat prebrali, slišali na raznih razpravah, gospodarnost naložbe in pa vse bolj tudi pravni vidiki te naložbe. Gospod Goras Marinček, Slovenski e-forum, prosim, komentar na to. Hvala za besedo. Hvala za besedo. Pozdrav vsem v imenu Slovenskega e-foruma, ki je skupaj s Fokusom in Humanotero že pred nekaj več kot letom dni pozval k moratoriju, pomeni k zaustavitvi investicije, zato da bi se lahko pripravil tehten premislek in boljše strategije. Kot veste, takrat bilo izdanih v tujino okrog 20 milijonov evrov, danes je tega 10-krat več. Skratka, bil je že poziv k umnemu ravnanju, ampak očitno nam je neumno ravnanje bolj pri srcu. Vlada, na katero naslavljamo današnji poziv, vsi njeni člani so prisegli na Ustavo Republike Slovenije, meni, da jo varujejo in v 14. členu med drugim pove ta Ustava, da so vsi pred zakonom enaki. Dogajanja v zvezi s TEŠ6 kažejo, da so eni pač bolj enaki pred zakonom kot drugi, da lahko, ne vem, nekemu črnograditelju
prerežejo hiško na pol, da je zakon izpolnen, da pa lahko tlele gremo v 1,2 težko investicijo brez predhodno pravnomočnih dovoljenj. Praksa dokazuje, da so lahko razveljavili veljavno gradbeno dovoljenje podjetju, ki je gradilo vetrno elektrarno v zahodni Sloveniji, da je stolp obstal na polovici, da so odpeljali najvišje žerjave na tem koncu sveta in gradno ustavili, a ne, zato ker očitno lobi, ki je stal odzadaj, tudi kljub veljavnim in pravnomočnim dovoljenjem je bil prešibek, da bi lahko zadevo izpeljal. Na drugi strani imamo pa skupine, ki peljajo investicije in to 100-krat večje od te, ki sem jo omenjal, in kljub temu brez dovoljenj, brez pravnomočnih dovoljenj in se nobeden ne zgane. Skratka, poziv je, da se naj uveljavi ustava, na katero je to vlada prisegla. Hvala. Ja, interesi v okviru naložbe v 6. blok so veliki in odločitev vlade je težka. Te težkosti odločitve se globoko zavedamo, vendar pa upamo, da bo vlada sprejela pravilno odločitev v skladu z našimi pričakovanji in da bo tudi sprejela odgovornost za svojo odločitev. Morda ni to strogo okoljska tema, vendar pa bi vseeno kot državljanka naše države želela spregovoriti o tem, da se ta projekt poleg financ oziroma poleg denarja iz obnovljivih virov energije financira tudi predvsem iz davkoplačevalskega denarja. Sicer se vedno strogo trdi, da to ni res, vendar če pogledamo, da banke, iz katerih prihaja večina posojil za ta projekt, temeljijo na davkoplačevalskem denarju, ugotovimo, da se nam utegne zgoditi, da to negospodarno investicijo voditelji investicije v desetletju ali morda malce več označijo kot nasedlo investicijo, zaprejo vrata, mi pa bomo še dolgo zatem plačevali dolgove, ki jih je ta investicija ustvarila. Res je, da to ni okoljska tema, vendar pa se tiče nas vseh in zaradi tega se nam zdi pomembno, da jo izpostavimo. Za konec bi želela povedati, da je poziv vladi podpisalo 11 organizacij. To so Greenpeace Slovenija, Društvo Ekologi brez meja, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenski e-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Inštitut za trajnostni razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Brez izgovora Slovenija, Mladinsko združenje, Mountain Wilderness Slovenije, Društvo za ohranjanje neokrnjene gorske narave, Društvo Temno nebo Slovenije, Civilna iniciativa Celje in pa Cipra Slovenija, Društvo za varstvo Alp. To pomeni, da gre in pa seveda ja, fokus društva, ja, hvala za opozorilo. Ja. To pomeni, da za pozivom stoji zelo široka civilna pobuda in res upamo, da bo vlada znala sprejeti pravilno odločitev in za njo prevzeti tudi vso odgovornost. Zdaj bi prosila za vprašanje. Hvala. Še vprašanje? Ja, mogoče Uša Sreč, Televizija Slovenija. Jaz bi vprašala glede teh dovoljenj, če ste lahko malo bolj natančni, kakšnih dovoljenj ni gradbenih? Ja, gradbenega dovoljenja za ni. Niti ni zaprta finančna konstrukcija. Gradbenega dovoljenja za celoten objekt ni. So posamična delna gradbena dovoljenja, kjer se potem via fakti, torej z politiko izvršenih dejstev, pritiska naprej. Gradbenega dovoljenja za celoten objekt do zdaj še ni. Niti ni zaprta finančna konstrukcija in se niti ne ve, koliko bo investicija stala. Zdaj se širijo po medijih informacije, da bo to 1,5 milijarde.
pomeni, da je že za 20% zadeva narasla v 4 mesecih, pa to je bolj kot da bi ga s kvasom na polno podal staje. Mi se pa pustimo okrog prenašati. Državljani namreč. Tukaj bi želela poudariti tudi to, da še ni ocenjenega stroška zajemanja in skladiščenja ogljika, ki prinaša v bistvu tudi potencialna tveganja. Ogledali smo si študijo, ki jo je TEŠ pripravil za zajemanje in skladiščenje ogljika in končne cene te tehnologije tam notri pač ni. Razen tega pa študija prikazuje 5 različnih lokacij po Sloveniji, kjer naj bi se ogljik skladiščil in koliko smo se pozanimali, na nobeni od teh lokacij se nihče ni pogovarjal z lokalnim prebivalstvom, ali so to pripravljeni v resnici tudi sprejeti ali ne. Tako da je veliko vprašanje. Vemo pa recimo pri jedrskih odpadkih, da ravno ta sprejemljivost odlaganja, zdaj v enem primeru odpadkov iz jedrske energije, v drugem primeru odpadkov iz fosilne energije, zelo močno dviguje ceno projektom. Mogoče bi jaz dodal še nekaj glede demokratičnosti procesa. Vprašati se moramo, kakšen pomen ima javna razprava o nacionalnem energetskem programu, ki naj bi se začela približno čez kak mesec, če bi vlada že vnaprej zaklenila našo prihodnost s projektom TEŠ 6. Če hočemo resnično imeti razpravo, informirano razpravo, ki temelji na dejstvih, na strokovnih mnenjih, na raznih pogledih, potem morajo biti odprte vse opcije. Potem moramo o energetski prihodnosti Sloveniji razpravljati tako, da vidimo vse možnosti, ki jih za to imamo. Če zdaj zaklenemo svojo prihodnost v TEŠ 6, pomeni, da je razprava močno okrnjena in nam ostane malo možnosti za resnično razpravo, malo možnosti za izbiro tiste prave poti za trajnostni razvoj. Če dovolite, bi tukaj še nadaljeval glede samega poteka razmišljanja o smiselnosti oziroma nesmiselnosti bloka 6 termoelektrarne Šoštanj. Zadeva poteka popolnoma napačno. Prva stvar, ki jo bi morali narediti za odločitev o TEŠ 6, bi morala biti prenovljena strategija razvoja Slovenije. To bi morala biti prva točka. Iz ciljev prenovljene strategije Slovenije, ki jo v tem trenutku krvavo potrebujemo, bi moral biti opredeljen nacionalni energetski program z zelo jasnimi cilji. Na tej osnovi bi moral biti izdelan podnebni zakon in podnebna strategija Slovenije in šele v zadnji fazi na osnovi prej sprejetih odločitev se bi odločali o termoelektrarni Šoštanj bloku 6 in o nadaljevanju jedrske opcije v Sloveniji ali pa drugače zasnovanjem energetskem scenariju. Mi pa se najprej sprašujemo o tem, ali bomo imeli blok 6, nimamo pa predstave, kako bo potekal razvoj Slovenije, kateri so ključni nacionalni, razvojni, okoljski in socialni cilji, ki jih moramo doseči, kako bomo krili potrebe energije, ali bomo porabo energije povečevali, stabilizirali ali zmanjševali. Ne, mi se pogovarjamo o bloku 6 termoelektrarne Šoštanj. In to je popolnoma skregano, zdravo, razumsko razmišljanje, kako se opredeli do tega problema. Zato mi zdaj vlečemo zavoro, nič drugega kot vlečemo zavoro, po mojem mnenju, vsaj 5 let prepozno. To je bistvo tega problema. Enostavno, široke, strokovno, podprte in politično neutralne razprave o prihodnosti slovenske energetike nismo imeli. Vedno poteka ta razprava vročično, politično napeto, čeprav gre za temeljna strateška razvojno-okoljska vprašanja. In to je temeljna pomanjkljivost naše družbe, ki v tem trenutku deluje popolnoma frustrirano.
In meni je popolnoma jasno, zakaj se vlada v taki zapleteni situaciji tako obnaša, da enostavno to odločitev časovno odlaga, kar je seveda zelo napačno. Ker mi se ne moramo opredeliti niti v tem, ali je potreben referendum ali ne, ker najprej mora izdelati stališče vlada. Potem se lahko šele pogovarjamo o naslednjih korakih. Če se smem izdrsniti, sem malo pokarikirati eno od povezav oziroma načinov razpravljanja o energetiki, ki ga je dr. Klut izpostavil. Če morda lahko potem usporednico recimo z našim delovanjem na področju drog. Ugotovili smo, da droge so pač slabe za nas, imajo škodljive vplive na zdravje in tako naprej. Podobno smo v energetiki ugotovili, da takšen način proizvodnje in porabe energije, kot smo ga poznali do zdaj, ima škodljive vplive na naše zdravje, ima škodljive vplive na naše okolje in dolgoročno preprosto ne bo več šel skozi, kajti virov nam bo zmanjkalo. Zdaj, na področju drog smo se odločili, da pač to je slaba stvar in da moramo zadeve zaustaviti in imamo programe preprečevanja raba drog, preprečujemo vnos drog v državo, preprečujemo vsemi možnimi orodji. Če bi se pogovarjali na področju drog, tako ko se pogovarjamo v energetskem sektorju, bi rekli, nič, dajmo pogledati, glede na to, da pač poraba drog narašča, ljudje jih imajo zelo radi, kako bomo mi zagotovili, da bo dovolj ponudbe drog na tem tržišču, da bo ta ponudba dovolj pestra, da bo cena ugodna in tako naprej. Če bi se šli to razpravo na področju drog, kdo bi sploh upal voliti za kakšnega politika, ki bi se tako pogovarjal. Danes se podobno pogovarjajo na področju energetike in to je v bistvu nesmiselno. Tako še mogoče, mi imamo recimo predvsem podoben primer, ko se zdaj dogaja na področju energetike. Pred 25 leti v Sloveniji smo imeli recimo informacijsko revolucijo. Takrat se je razpravljalo, ali je za Slovenijo dost 1, 2, največ 3 veliki računalniki. Mi smo takrat bili v ljudski tehniki in smo rekli, da ne, da bo pač vsak človek rabil svoj računalnik nekoč. Danes po 25 letih vidite, da ima vsakdo po več računalnikov, da je vsaka hiša informacijsko samozadostna na več načinov, da informacijsko-komunikacijska tehnologija praktično nas spremlja 24 ur na dan, da je to osnovno delovno sredstvo. Podobno se zdaj dogaja v razvoju energetike z distribuiranimi viri energije in z poudarki k učinkoviti rabi energije. Tukaj bi pač številk še dal, da bi mi primerjali 600 MW v TEŠ 6 z možnostmi učinkovite rabe v Sloveniji. Na Fokusovih delavnicah v lanskem letu je bil podatek društva Temno nebo, da bi z učinkovito javno razsvetljavo, torej po ulicah, cestah, kar je v pristojnosti občin, z osvetlitvijo javnih objektov, kar je v pristojnosti pravilnika, ki ga izdela ministrstvo, lahko prihranili energije, kot jo letno proizvede 40 MW elektrarna. To pomeni, da rabimo Šoštanja samo še 560. Drugi podatek na isti temi je bil iz Centra za energetsko učinkovitost inštituta. Gospod Mrše je povedal, da če bi gospodinjske aparate dali, torej zamenjali z tistimi z energetsko učinkovitostjo A, A+, A2+, bi prihranili celoletno energijo za 80 MW elektrarno. Smo že na 120, to je že 20%. 2 dni nazaj je šla novica po medijih, da so dali na trg črpalke za centralno ogrevanje, recimo, ki porabijo samo 20% energije kot sedanje, kot te, ki so v splošni uporabi. Te črpalke so praktično v vsakem zasebnem in javnem objektu. Elektromotorji z frekvenčno regulacijo ali tudi brez nje, z novimi materiali porabijo za enako moč 30% manj električne energije. Sploh še nisem omenil obnovljivih virov energije. Elektrarne na srednji in spodnji Savi, ki so nedokončane, mislim, da je za okrog 200 MW. Seštejmo eno za drugim in tako naprej, bomo prišli, da praktično čez nekih 10-15 let, ko bi se iztekla življenjska doba obstoječih naprav, ki bi jih spotoma renovirali,
ne potrebujemo te investicije, ker bi ta denar lahko v te ukrepe učinkovite rabe energije vložili. S tem, da še to povem, za ukrepe učinkovite rabe energije se trenutno vlaga samo evropska sredstva z 15% dodatkom slovenskega proračuna, namesto da bi bilo to še bolj, mislim, obsežno. Kakšno vprašanje morda strani novinarjev? Če ne? Sam še mogoče navrgla en podatek, ki ni bil omenjen, raba stand-by elektrike, se pravi raba elektrike v stanju pripravljenosti. Inštitut Štefan ocenjuje, da je te rabe za okrog 9% v Sloveniji, kar pomeni, da sicer morda zveni majčken kamenček, ne 9%, ampak prišpara 9% elektrike nam reši 2 savski elektrarni, recimo jih ne bi rabljene. Tudi še ena stvar, Slovenija nima izdelanega celostnega potencijala za učinkovito rabo energije. Tako tukaj lahko bolj ugotavljamo, koliko imamo potencijala, ampak če pogledamo države, ki so nam primerljive in so ta potencijal ocenile, ugotavljamo, da se potencijali za prihranke energije gibljajo med 40 in celo 60%. Če bi v Sloveniji podobno številko lahko izrekli, bi verjetno se lažje pogovarjali o tem, ali sploh res rabimo investicijo v zastarelo, dokazano, umazano, okoljsko najbolj sporno tehnologijo ali ne. Lep dan.